Lepo pozdravljeni, moje ime je Lili Sorum in dobrodošli v tem prav posebnem prispevku, ki mu bom jaz kar rekla darilo. Moja osnovna ideja za 8. marec leta 2024 je bila, da bi pripravila nek online event, nek webinar, nekaj takega, ki je zdaj zelo in, pa so se stvari na to obrnile malo drugače in moram reči, da sem kar vesela, da je temu tako. Pred vami je poseben prispevek, v moji družbi so same, po domače bom rekla, badass baby. Vse dame, ki so danes z nami, jaz osebno poznam, jih zelo cenim, jih zelo spoštujem, zelo validiram njihovo mnenje in sem zelo hvaležna, da so z nami podelili nekaj svojih besed, uvidov, nasvetov, usmerjen, bom rekla, svojih izkušenj in svojih besed popotnice na naši poti opolnomočenja nas samih, na naši poti ženske. Pa naj bo to ženska kot mati, kot bojevnica, kot boginja, katerakoli vloga ženske. Jaz verjamem, da marsikatero ime boste takoj prepoznali, mogoče kakšne dame pa tudi ne. Zato, če spremljate tole oddajo zdaj na YouTubeu, vas vabim, da kliknete spodaj na link do moje spletne strani, kjer so vse te dame, bom rekla bojevnice, bom rekla ženske modrosti in življenjskih izkušenj, navedene, zraven pa so tudi njihovi kontakti, socialna omrežja, kajti verjamem, da marsikdo vas bo tako zelo pritegnil, da se boste želeli s to osebo povezati in ji malo bolj slediti. Za vas v temule prispevku pa sta dve poslastici. Eno je pripravila Iza Gobar, ona je 3-kratna svetovna prvakinja, vse boste izvedeli kasneje, ki je pripravila za nas konkretne vaje za medenico. Medenico ona imenuje tempelj ženske in ženstvene energije. Se pravi, kako ta del telesa aktivirati in ga primerno negovati. In z nami je tudi Mojca Morja, Gong Muse, jo najdete na YouTubeu. Mojca je resnično pionir zvoka v slovenskem prostoru, bila je prva 20 let nazaj, ki je o gongih sploh spregovorila, ko tukaj še pojma nismo imeli, kaj je to, kaj še lepojoče posode in se bi to verjetno zdelo zelo nenavadno. Ona pa je za nas v templju Luxor v Egiptu, posebej samo za nas, posnela kratko zvočno kopel z namenom opolnomočenja ženstvene energije. Oba prispevka sta tule zraven vključena, sta pa na moji spletni strani tudi ločeno, se pravi, če bi želeli delati samo vaje, boste poiskali Izo, če bi želeli pa prisluhniti gongu, pa jaz svetujem, da naredite tam na YouTubeu loop, da se ta posnetek ponavlja in potem po mili volji dolgo lahko uživate v njemu. Prispevek se pričenja z nekaj mojega pametovanja in na to gre takoj naprej na tiste dame, tiste osebe, tiste ženske, ki vedo, kako je, ko si na vrhu in kako je, ko se morda ne počutiš najbolje. In jaz mislim, da če je kaj dragocenega v tem življenju, je zavedanje, da pravzaprav smo vsi med seboj enaki in da vsi imamo kdaj dobre dneve in slabe dneve in moj namen tega prispevka je bil, da nas spomni na to, da čeprav morda danes pada dež, bo jutri posijalo sonce in hvaležna sem vsaki izmed dam, ki se nam je pridružila, za vsako besedo, za vsak napotek modrosti, kajti to je prava dragocenost življenja. No, pa da ne bom preveč dolgovezila, pojmo pogledati. Kaj pravzaprav je moč? Kaj pravzaprav definira občutek moči? Kdaj in kako vemo, ali stojimo v svoji lastni moči ali ne? Premoč je nekaj popolnoma drugega. Ampak kaj je tisto, po čemer hrepenimo? Zakaj je toliko vojn, toliko prepirov, toliko trenj, toliko potrebe po premoči? A bi se strinjali z mano, da če rečemo, da kadar smo močne, kadar imamo občutek moči, to pomeni, da se počutimo varne. In kaj drugega nam pravzaprav daje občutek varnosti kot občutek miru? Torej, pravi pomen moči je pravzaprav mir. In takrat, ko smo mirni, takrat, ko smo umirjeni, takrat lahko resnično prepoznamo ta občutek samozavesti, dobre samopodobe, zaupanja vase in moči, te naše notranje moči. Mal si bom pomagala zdaj z nekimi frazami, katere verjamem, da boste mnoge prepoznali. Pričeli bomo pa s temle vprašanjem. Mislite ali veste?
kako velika razlika je med tema dvema. Ko nekaj mislimo, domnevamo, smo sicer kar prepričane, kako zelo hitro lahko pride noter dvom, kako zelo hitro lahko pride zraven manipulacija. Ampak ko nekaj res vemo, to vemo in jaz verjamem, da to tudi živimo. Se pravi, če nekaj res veste, ali v resnici potrebujete potrditev? In če nekaj res veste, ali je pomembno, če imate tujo odobritev? Če zdaj pogledam ven in vidim, da sije sonce, me prav malo briga, kaj so povedali pri vremenski napovedi, pa mogoče si bom rekla, na drugem koncu Ljubljane pa je dež, okej, se zgodi. Ampak jaz vem, da tu sije sonce, ker ga vidim. Torej, karkoli mi bo nekdo drug rekel, me želel zmanipulirati, prepričati, mi bo pošiljal slike dežja. Jaz vem, ker vidim, da sije sonce. Kje, drage moje, ste pozabile se zavedati in vedeti, kdo ste, kajti iz tega vedenja prehajamo v zavedanje. In to zavedanje je na to zavest. In ko smo resnično v svoji notranji, opolnomočeni, najbolj naši energiji, smo v miru. A veste zakaj? Ker smo v naši lastni resnici, za katero vemo, da je takšna, se je zavedamo in postane naša zavest. Kaj pa se nam zgodi največkrat v življenju? Glas ljudstva, to je pa pomembna zadeva. Kolikokrat pravzaprav v resnici glas ljudstva vpliva na to, da si rečemo, a čem se zdaj kregati, da zunaj sonce sije? Ker jaz mislim, da določene stvari se nam zdijo, ampak je tudi brezpredmetne, da se o njih nekako pregovarjamo. Če jaz vendarle vidim, da zunaj sonce sije, zakaj bi se zdaj skregala z nekom, ki trdi, da je dež? A je moje življenje kaj drugačno zaradi tega? Ali je življenje te osebe v resnici drugačno od tega prej? Velikokrat, kar se zgodi, je to, da želimo ali mi druge prepričati, ali pa drugi prepričujejo nas. V obeh primerih gre za glas ljudstva. Se pravi, če govorimo o neki notranji moči, o polnomočenju, pomeni, da znamo razmišljati svojo lastno glavo. Ali to pomeni, da imamo vedno prav? Okej pa, drage moje, okej pa. Špela Groželj je v svojem prispevku tako lepo rekla, ne uspe vedno. Kaj ni to čar življenja? Kaj ni čar življenja, da se kdaj zmotimo, da se učimo, da ga doživimo? Nihče v zgodovini človeštva, niti takrat, ko smo še živeli v jamah in niti takrat, ko bomo okrog frčali v vesoljskih ladjah, nikoli v zgodovini človeštva, ne v preteklosti, ne v sedanjosti, ne v prihodnosti, se ni rodil človek, ki bi vse imel prav, pa ki bi vse znal, pa ki se nikoli ne bi zmotil. Zakaj torej bi mogle venomer imeti prav? Zaradi tiste nagrade na koncu? Kaj je tista nagrada na koncu? Tista nagrada na koncu ste vi. In to me pripelje do naslednjega primera znanega kviza. Polovička. Ko smo v dvomih, ko so bili 4 odgovori in je tekmovalec oziroma tekmovalka rekla polovička, kar pomeni, da 2 nepravilna odgovora sta šla stran, ampak še vedno sta bili 2 možnosti in samo ena je bila pravilna. Kolikokrat v življenju imamo tak občutek fatalnosti, da če se pa zdaj ne bomo prav odločili, bo šla pa vse k vragu. Vse, kar smo do sedaj zgradili in delali. Ampak ta polovička, veste, zna biti zelo nevarna. Veste zakaj? Ker velikokrat v življenju živimo na pol. Ker želimo ugajati drugim, ker se morda bojimo tvegati, ker nimamo zagotovila, da bomo uspeli, ker nimamo nikogar, ki bi kar malo namesto nas kaj naredil. Torej, drage moje, če se vrnemo na fundamentalno izjavo, pravi pomen moči je mir, ampak ne takrat, ko sebe podredite, zato da je mir pri hiši, zato da ste drugim bolj všeč, zato da spet nekaj ne komplicirate in niste tečne in saj jaz sem to kar velikokrat slišala, ti spet nekaj takega hočeš, ker ne obstaja. Ja pa valjda. In če bi jaz takrat podlegla vsemu temu, mislite ali veste, kaj jaz vem, kaj me čaka v Ekvadorju. Glas ljudstva je bil redko v moji mladosti, pustil se za seboj. In če bi jaz na pol stvari počela,
Mislite, da bi bila moja izkušnja veliko tudi tako bogata, kot je bila? Moja duša se je tam absolutno napolnila za celo življenje. In če ne bi sledila sebi, se to ne bi zgodilo. Kaj pa je vaš Ekvador? Kaj so vaše sanje? Kaj je tisto, kar v vas znotraj prebuja občutek miru? A veste, tista prava moč ni, jaz sem cel Schwarzenegger, imam mišice in lahko premagam vse. Kje pa? Kje pa? Tanja Glažar se je zelo lepo dotaknila tudi te definicije moči v moškem svetu. Tudi moški, ki je resnično v svoji moški energiji, ki je resnično poravnan z močjo, je miren. Ne glede na spol, moč vedno izžareva mir. Nekdo, ki je resnično močen, ki je resnično moder, nima potrebe po tem, da vas bo prepričeval v svojo modrost in v svojo moč. Ker jo živi, ker živi svoje življenje na polno, ker se je odločila, kaj to življenje, kaj ta moč, kaj to poslanstvo, kaj ona sploh je. Mi pa velikokrat malo na to pozabimo. In če gremo nazaj v sebe in si predstavljamo, da smo 3 leta star otrok, ki ima še vedno zelo jasen fokus, kaj hoče. Kar predstavljate si 3-letnika pri blagajni, drage moje mame, kako je to izgledalo, ko si je zapičil v misli in v svojo glavo tisto čokolado, zaradi katere si bil sposoben metati po tleh, groziti, jokati krokodilje solze, manipulirati itd. itd. Kam, drage moje, se je izgubil, če se je izgubil ta vaš fokus? Kaj je tisto na koncu, česar si vi želite? A veste, jaz velikokrat rečem, go with the flow. Spravi, če smo rekli, ne živi na pol, se s tem rima go with the flow. Prepustite se toku, ampak pred tem zelo dobro izberite, kaj je vaša reka. Če se vrnem k mojemu Ekvadoru, če bi si jaz utepla v glavo, da moram nujno na tak način priti dol, nujno se s temi ljudmi družiti, nujno to pa to narediti, se mi pol neverjetnih stvari ne bi zgodilo. Življenje je spontano, življenje je resnično kot reka. Pluje proti svojemu cilju. Vmes je lahko dež, vmes je lahko suša, vmes se veliki reki pridružijo manjše rečice in potočki. Vmes v reki lahko najdemo ladje, čolne, ljudi, živali, hlode, smeti. Koliko smeti, koliko nepotrebnega je v vašem življenju, kar tja pravzaprav ne sodi. Če je vaše življenje reka, drage moje, kaj vse je v tej reki? Kajte, veste, vsako reko se da očistiti, kar pomeni tudi vsako življenje se da očistiti, tudi vsak miselni proces se da očistiti, ne glede na to, kako močne podzavestne ali zavestne mehanizme obrambe, strahu, manjvrednosti, česarkoli imate. Sami smo ustvarili te mehanizme, kar pomeni, da smo mi, avtorji teh miselnih sklopov, teh miselnih, čustvenih, kakršnihkoli že mehanizmov. Mi smo njihov kreator. In če smo jih znali skreirati v tem odtenku, ja pa seveda jih bomo znali skreirati tudi v drugačnem. Se pravi, če rečemo, prepustite se toku, ampak predtem dobro izberite reko, se dajmo zavedati tudi, da iz te reke lahko stopimo ven. Kar pomeni, da nikjer ni v kamen zapisano, kakšno bo vaše življenje. Nikjer ni v kamen zapisano, da morate ostati točno v tej službi, točno v tem domu, točno s tem partnerjem, točno s temi prijatelji, točno s tem načinom življenja. Karkoli to za vas je, drage moje, dovolj ste močne, da svoje življenje gradite, zgradite, oblikujete, tako, da boste ve imele mir v duši. In jaz vas kar slišim, to je jaz sebično, moram misliti na svoje otroke, moram upoštevati svoje starše, moram upoštevati ne vem koga, kaj in še tako naprej. No, kar dajmo si trenutek za vse te misli, naj grejo mimo. Na katerem mestu ste ve? Na katerem mestu je vaša sreča, vaše poslanstvo, vaša izpolnjenost? Na katerem mestu vaših prioritet je vaš mir? Tam boste našli svojo moč. In veste, saj se zgodi, da smo v življenju v slabi koži, da nam nič ne gre, da imamo neko izgubo, razočaranje, neko bolečino za seboj in v sebi.
Dajte si čas, to je zelo pomembno. Jaz sem posnela fantastično idejo o perfekcionizmu in tudi kaj storiti takrat, ko ne gre več naprej, ko smo res na podnu. Obe oddaji najdete na mojem YouTubu, veliko praktičnih napotkov imajo, ki vam lahko morda pomagajo priti do te točke, ko boste rekli, okej, zdaj pa je bilo dovolj težav, pa razlogov, zakaj ne morem biti močna, pa izgovorov, zakaj ne morem biti močna, pa vsega tega, zdaj je čas za rešitve. In če uporabljamo besedo rešitve, pravzaprav krepimo besedo problem, težavo, napako. Pomembno je, da ohranjate svoj fokus, pomembno je, da veste, kje ste in kam greste, pomembno je, da veste, kdo ste in kakšno osebo želite ustvariti. In ta prvi korak vsi vemo, ta prvi korak je easy peasy. Ali pač? Naslednji korak pa je, da se odločite biti ta oseba. Zdaj pa poglejmo besedo odločitev. Odločitev je nekaj najmočnejšega, kar lahko storimo v življenju. Ko se odločimo, ločimo vse ostale možnosti od naše odločitve. Še enkrat bom povedala. Poglejte besedo odločiti se. Odločiti se pomeni ločiti se od vseh ostalih možnosti. Se pravi, če sem jaz alkoholik in se odločim, da je bilo dovolj tega, katerekoli odvisnosti, to pomeni, da se moram ločiti od alkohola oziroma od tega, kar povzroča mojo odvisnost. Če pridem v restavracijo in se odločim, da bom pico, pomeni, da sem se ločila od možnosti goveje župe, krmenateljca. Tisto, za kar se odločimo, pomeni, da nas loči od ostalih možnosti. In ko se boste vi, drage moje, resnično odločile, kakšno osebo želite ustvarjati, kakšna oseba želite biti. Jaz ne bom rekla, da bodo ostale možnosti in težave in probleme se kar ločili od vas. Veste, to ne gre tako. Se pravi, če se zdaj jaz odločim, da bom to, XY recimo, to ne pomeni, da bodo zdaj vsi ljudje rekli, ti si XY, zdaj te ne bomo nič prepričevali v dvojni V, zdaj te bomo vsi podpirali v XY, kar tečemo za to, da boš ti XY. Ne. Ampak veste, kaj je čarobnost tega, da se vi odločite? Ker se ločite od ostalih možnosti, ostalim možnostim več ne boste dajale priložnosti, energije, času, sebe. Spravi, bolj, ko mi znamo sebe definirati in bolj, ko smo mi v miru s tem, kdor smo, manj pomembnosti nam daje tuje mnenje. A veste, jaz vem, kdo sem v Ekvadorju. Jaz vem, kak mir tam čutim. Jaz vem, kako srečna sem tam. In a vi resnično mislite, da če me nekdo ne razume, to spremeni mojo izkušnjo tam? Ali bo Ekvador kar zginil samo zato, ker nekdo, ki je meni ljub, mi reče, ti si res nora. Ko bi ve vedeli, kolikrat sem jaz to slišala. A veste, ko pravijo, če bi imel kovanec vsakič, ko sem to slišal, jaz bi lahko Ekvador cel kupila, po mojem. Kolikokrat so pa vam rekli, da ste nore, da ste neprištevne, da ste preveč čustvene? Tudi tega sem se želela dotakniti. Kaj pravzaprav so čustva? Senzibilnost, občutljivost, ranljivost. Kaj ni skupni imenovalec tega, oziroma skrajni del, oziroma skrajnost vsega naštetega? Sočutje, skrb, ljubezen. Ali kamen lahko ljubi? Ali hiša lahko ljubi? Koliko ljudi poznate, ki imajo zaprto srce in za katere vam lahko zagotovim, da nobene materialne dobrine in občutek premoči, manipulacije, agresije jih ne osrečuje, v resnici ne. Lahko jim daje ta lažen občutek varnosti in miru, ampak a veste, ko smo mi resnično v miru, nimamo potrebe po zaščiti. Nimamo potrebe po tem, da imamo 16 tankov, pa 2, raketi in tako naprej. Ko smo mi mirni in varni, smo mirni in varni zato, ker temu je tako, ne zato, ker imamo mitraljez v roki. Torej, če kadarkoli slišite,
jaz sem realen ali pa realna, jaz na live gledam drugače, ti si preobčutljiva, preveč čustvena, spet delaš dramo. Se spomnite, da ravno čustva so tista, ki bogatijo življenje, ki nam prinašajo tisto pravo moč. Kajti biti ranljiv zmorejo samo tisti, ki so resnično močni. In morda mi bo kdo nazaj rekel, ja, Lili, res je, tisti, ki so močni, pa tisti, ki so poteptani do te mere, da ne zmorejo več. Jaz verjamem, tako razpademo v življenju, ko smo res na podnu, ko res ne moremo več. Ko se pojavi tudi tista čustvena otopelost, ko se več ne odzivamo, ko pridemo do tistega, ko je že kar ravna črta, da tudi to ima svoj namen. Kajti, ko se zdi, da smo razpadli, kljub temu, da sigurno to ni dober občutek, je pa izvrstna priložnost, da sami izbiramo, kaj bomo dali nazaj. Se pravi, če tole zdajle jaz prekucnem in se vazica razbije in cvetlice ostanejo, sem jaz tista, ki se bo odločila, katere bo nazaj vzela. Katere cvetlice bo morda položila v drugo vazo. In jaz verjamem, da ste videli tudi to prispodobo na internetu, a ne, če vzamemo kaktus in ga damo v močvirje, sigurno ne bo rastel. Se pravi, če vemo za rožice, kakšno okolje potrebujejo, kakšno zemljo, koliko zalivanja, koliko gnojila, koliko sonca, koliko hladu, koliko toplote. Ali vi za sebe veste, drage moje lepotice, drage moje boginje, matere, bojevnice, v katerem okolju ve sijete, v katerem okolju ste ve najmočnejše, v katerem okolju ste ljubljene. Kaj je tisto gnojilo, kaj je tisto sonce, kaj je tisto voda, zalivanje in pa tudi počitek. Vse v naravi potrebuje počitek. Prav nobena izjema nismo mi ženske, ki velikokrat menimo, da kar zmoremo vse. In takrat, ko ne gre, se spomnite, da nam nikomur ne uspe vedno in da ni bistvo, da nam uspe vedno. In da če je nekaj težko, si morda samo porecite, težko je. Pa kaj? I got this. Težko je, ampak ne nemogoče. In če je nekaj težko, pravzaprav, kar s tem sporočate, je, ljube moje, da če zagrizete v to jabolko, to pomeni, da je to vredno truda. Je tako? In zdaj mene zanima, ali ste ve vredne svojega truda? In koliko truda ste v resnici pripravljeni vložiti v to, da morda, a vi ste tako kot lotus, ki mora najprej se prebiti skozi blato, da bi lahko zacvetel v vsej svoji polnosti in popolnosti, da bi se prebile čez vse to blato, da ne uporabim kakšne druge sopomenke tej besedi, zato, da bi se dvignile nad nižje vibracije, da bi se dvignile nad vse tisto, kar vas omejuje, da bi lahko zacvetele v svoji polnosti in popolnosti in s čim še povezujemo lotus, saj res z mirom, z meditacijo, z duhovnostjo, z višjim stanjem zavesti. Se pravi, ali je res pomemben glas ljudstva? Ali je polovička resnično prava možnost? Ali boste stopale po tisti poti, po kateri veste, da ste ve. In včasih to ni najbolj enostavno, včasih si pri tem lahko pomagamo na različne načine. Za nekoga so to morda kristali, za nekoga je to mogoče drugačen način oblačenja. Jaz sem danes tukaj s sabo Isis, ona je meni tako badass bejba, se pravi močna egipčanska boginja, jaz se z njo počutim zelo povezano, obožujem jo. In ko jo pogledam, se spomnim na to, da v bistvu, a veste, razlika med moško in žensko energijo pravzaprav ne gre za moč. Gre za to, da mi sami sebi zaupamo, verjamemo in na to sebe, najboljši izvedbo sebe, kot polovica odnosa, podarimo drugi osebi. In drage moje, jaz vam želim, da najdete tisto reko,
v kateri se boste ve počutile takole. Varne, močne in se boste ve odločale, kaj boste sprejemali v svoje življenje in kaj ne, kaj boste odrezali iz svojega življenja ven. In da se boste počutile tako varne, da boste kazali sebe na polno, tako kot se zdajle kaže ona. Ona se ne obremenjuje s tem, koliko ima kil, kje ima kakšno gubo, ali lasje izpadajo, ima kakšen siv las, kaj bojo drugi rekli. Ne, ona živi sebe. In drage moje, ko me živimo sebe, nas lahko nam podobne najdejo. Ko smo me v svojem miru, v svojem zavedanju, nas prav nobena nevihta, pa je lahko še tako grozna, ne bo vrgla ven iz našega lastnega obstoja. A veste, Isis, ne? Njenega moža so razkosali in njegove ude razmetali po celem svetu. In ona, ker se ni vdala v usodo, je vse te dele našla, sestavila skupaj in ga oživila. Torej, Isis po nekaterih izročilih, zelo različno jo seveda slikajo, je tudi boginja preporoda. Torej, naj vam njena energija, če ste odprti temu ali ne, pomaga vsaki izmed vas, vsakič, ko se zdi, da ste malo zašle svoje poti, vsakič, ko se zdi, da je glas ljudstva premočen, vsakič, ko se zdi, da je polovička tista, ki vodi vaše poti, vsakič, ko se zdi, da mogoče mislite, dvomite, ampak ne veste, naj vam pomaga najti tisto vašo notranjo moč, notranji mir, notranje zavedanje, da ste super in najboljše zgolj in takrat, ko ste, kdor ste. In da, drage moje, ste vredne vsega truda, vašega partnerja, truda vesolja nenazadnje. Ampak saj dobro vemo, da prične se z ljubeznijo do sebe. Če ve menite, da niste vredne vsega tega stvarstva, potem tudi stvarstvo ne more vam pasti v naročje. Poglejte, Isis, razprta krila ima. Se pravi, ženstveno energijo povezujemo tudi s sprejemanjem. Drage moje, dajmo se odločiti, da za sebe sprejemamo zgolj dobro in najboljše. In se s tem ločiti od vsega, kar je neke povprečne kvalitete, vsega pokvarljivega blaga, vsega, kar je nekaj na pol in vsega, kar v svoji duši, če ste iskrene, ljube moje, veste, da za vas ni dobro. Lepo pozdravljeni, moje ime je Karmen Pangos in dovolite mi, da na kratko podelim z vami delček sebe in svojih poti, ko sem se spraševala na poti svojega življenja, kot verjamem mnogi od vas, ki pravzaprav je ta moja čudovita ženska.
In ne, nisem je našla v doseganju rezultatov, v napredovanju poslovne poti, niti v potrditvah okolice in v različnih vlogah, v katerih sem delovala. Našla sem jo tukaj, znotraj sebe. Ko sem se začela ukvarjati z svojo identiteto, ko sem začela iskati odgovore na vprašanja, kdo sem jaz, kaj je moja vrednost, kaj si jaz želim, kaj mene poganja in kaj mene izpolnjuje. Kaj je tisto, kar naredi mene točno takšno, kot sem. Spoznala sem, da moram najprej sprejeti sebe. V vsej svoji veličini in v vseh slabostih in napakah, ki jih na sebi vidim, ki pravzaprav tu sploh niso. Spoznala sem, da si je potrebno zaupati. Da je potrebno resnično verjeti v to notranjo moč, ki jo ima vsak izmed nas. In tukaj sem našla to čudovito žensko. In danes vem, da sem lahko močna, odločna, srečna in uspešna, hkrati pa nežna, čuteča, ljubeča, pa tudi ranljiva. Ker izbiram jaz. Ker je biti svoj privilegij življenja. In ta mir, ta moč in ta svoboda je tisto, kar nikomur več ne dam. Drage ženske, čuvajte čudovito žensko v sebi. Sprejmite jo, zaupajte ji in ji dajte spoštovanje, ljubezen in dovolite ji, da je lahko svoja. To iz srca privoščim vsaki od vas. Ljube mi ženske, imamo mi to moč v sebi, strast do življenja, to je naš vir. Naj nas spremlja na vsakem koraku, počnimo stvari, ki jih obožujemo, družimo se z ljudmi, ki jih imamo rade. Želim vam, da najdete svoje ravnovesje, da se obdate z obiljem miru in svobode. Ne samo danes, vsak dan. Tako je vedno najtežje, kad ti nekdo reče, dej, povej par svojih modrosti oziroma nasvetov, pa kljub temu, da to nekako živiš, pa probaš v vsakdanje življenje implementirati, si potem takrat kar, kvaži. Ja, 3 zadeve. Najte si enega Janija, kakor je to smešano, ne, je zelo, zelo pomembno, da si v bistvu najdete ljudi okoli sebe, a ne, jaz bom rekla pač, da imam srečo, ker imam pač tazga partnerja, ki vas dvigujejo, ki vas podpirajo in ki vas sprejemajo točno take, ki ste. Zaradi tega, ker če boste vi obkroženi z ljudmi, ki bojo delali za vas iz vidika, da boste zaradi njih močnejši in bolj pozitivni in se boste počutili lepše, tako kot se jaz v bistvu počutim zaradi Janija, boste tudi vi sami to verjeli. Čeprav tukaj se takoj navežem na drugo zadevo, imejte se radi in se sprejmite takšne, kot ste. A ne? V prvi vrsti ste pomembne ve same in da res se zavedate vse svoje vrednosti, kaj jo imate. En tak majhen nasvet, ki ga še vedno dajem tukaj mladim puncem gor, ki mi govorijo, joj Teja, kako si ti lahko tako samozavestna, kako ti lahko to. Dajte si gledati v ogledalo, pa najte na sebi eno stvar, tudi če so to vaše trepalence, ki jaz roko na srceh nimam, ali pa če je to vaš kriv nos, ki je pač drugačen, ki vam je všeč, pa glejte, pa si povejte, koliko je to dober namen. O moj bog, kako meni ta pramen las pade. O, kakšna huda ušesa imam jaz. Jaz imam drugače ful zanimivo, ne? Jaz imam tako ušesa, ki so tukaj zalepljena. No, jaz mislim, da Lili tega ni hotela zdaj od mene, da vam kažem moja zalepljena ušesa, ampak hočem vam povedati, da kljub vsem napakam, ki jih imamo, se sprejemamo take, ki smo in smo s tem zadovoljne
in ne stremimo k temu, da smo nekaj drugega in da skušamo fit the mold, da biti nekaj, kar se pač od nas pričakuje, ampak smo točno tisti, kar smo. Najboljša verzija same sebe. In tretja zadeva, dajte nase nekaj, kar vam vsi govorijo, da vam ne paše. Naprimer, oranžna šminka, baje ful ni dobra. Baje da ful ni dobra. Baje da to name, meni to baje ful ne paše. A veš, kaj jaz rečem? Attitude. Glavo gor. Kdo boš ti? Da boš meni rekel, kva meni paše, pa kva meni ne paše. Meni to paše, ker sem jaz ko rekla, da mi paše. Tako da biti seveda samozavestne, ampak do ene mere, ne iti zdaj to čez, kot recimo se je pri meni zgodilo, ker ne vem, kva se je zgodila, sem padla na glavo, ko sem bila majhna. Ampak jaz mislim, da je moja mami res toliko vplivala na name iz vidika, kaj ti si tako lepa, ti si tako pametna, ti si tako to, da jaz pa zdaj res živim s to mentaliteto. Vseeno pa biti seveda zraven skromni, pa dobri in zaključila bom s tem, vem, da so sem 3 zadeve, ampak dajmo začeti gledati to, kar nosimo v sebi, našo energijo, kaj delamo, kako delamo. In ja, tole je znak zdajle za mojo prekinitev, seveda mi je glava odrezala, seveda. Se opravičujem, Lili, za tale amaterski video, ampak lej, tu in zdaj, s tem, kar imamo, to je najboljše. Drop the mic, drop the mic. Dolgo krilo, a ne? Mislim, da mene veliko ljudi pozna po dolgih krilih, tukaj jih že 20 let nosim in sem čisto zaljubljena vanje. In se mi zdi, ko sem res takrat pri 17 odkrila dolga krila, kot da bi me nekam drugam predstavljalo, kot da bi se en prastari del mene zbudil, prav ta ena ženska energija, ki jo ustvarja ali pa soustvarja krilo, ali pa ki jo prebuja v nas. Ne, včasih rečem tudi ženskam, na vse moje delavnice jim rečem, ne pridejo v krilu, pa ne zato, da se lepše vidi, ampak zaradi občutka, ker je drugače, ko hodiš v krilu, ko se giblješ v krilu. Ne, kakor pravijo tudi indijanke, krilo je tudi kakor en portal med zemljo in med nami. Hlači ga presekajo, krilo pa v bistvu res ustvarja. Ko ti hodiš, se energija spodaj vrtinči, krilo se vrtinči okrog tvojih nog. Ne hitiš, upočasni te. Res opažam, ko sem recimo sploh po zimi, a ne več v hlačah, se mi zdi, da sem bolj v ti moški energiji, bolj odrezava. Krilo, sploh dolgo krilo, je pa tudi ful polzi, kakorkoli se lahko daš, ful ti da enega prostora, ampak predvsem, ne vem, meni se zdi, kakor da nas pristavi v žensko energijo. In ko pridejo ženske plesati k meni, enkrat je bila ena gospa in rekla, da je imela prav do tega en velik odpor, kaj jaz težim s temi dolgimi krili, da ona jih ne mara in se tega ne bo šla. In pol je prav na koncu podelila, rekla v bistvu, da je totalno izpremenilo občutenje sebe, občutenje svojega telesa skozi pač gib in skozi ples. In rekla, totalno, zdaj si grem kupiti krilo. In evo, mogoče en hiter, ko se reče temu, nasvet za ženske, ki so ful v moški energiji in si mogoče sam doma omislijo eno dolgo krilo in bodo videli, ne bodo mogli drveti. Ker tudi, ko greš po stopnicah, si moraš krilo primiti, a ne da greš gor, ali si ga nekam zatlačiš, skratka, krilo je živo. Krilo je zame res ful živo. In dajmo nositi več kril. Da gremo nazaj bolj v našo žensko energijo. Tudi to mehkobo, ki jo prinaša krilo. Tudi, ko se giblje v vetru, je pa v našem gibu. Ja, zame je čisto drugače. Evo, te povabim, da preizkusiš, da probaš. Mogoče si sama sešiješ krilo. Boš videla. Hvala za prisluh in me res zanima, kako ti doživljaš krila, kako ti doživljaš
Krilo si mogoče imela v svojem otroštvu koga, ki si opazovala, da je drugače, kakšna ženska, ki hodi v krilu ali pa v hlačah. Zame je ples v hlačah ali v krilu čisto nekaj drugega. No? Res. Za nami je februar, mesec ljubezni, pred nami je marec, mesec ljubezni. Drage moje, mi smo v 20-letnem obdobju ljubezni. To je obdobje ženske. V Feng Shuiu vlada naslednjem 20-letnem obdobju 4. februarja 2024 energija srednje hčere. To ni ona razvajena mlajša hči, to ni tisti komandant, tista šefica starejše hčere. To je srednja hči, ki loči zrnje od plev, ki je v ravnovesju, ki deluje iz srca. To, drage moje, je naša energija. In naša energija je energija yin, energija ženske, ki je blaga. Blaga ženska ljubi sebe, ljubi sodružino, prijatelje in znance. Blagost ni enaka popolni predaji. Blagost v odnosih pomeni sprejemanje in dajanje. Blagost pomeni veliko širši pogled, tudi nase. Tako da pred nami ne bo letošnje leto, ki je leto bolj v yang obliki, obliki moškega. Ena retrospektiva in pregled tega, kakšna je naša blagost, ko je taka yang energija okrog nas, ko je ta močna energija avtoritete in moškega okrog nas prisotna. Ko se zavemo svoje blagosti, jo lahko delimo z ostalimi. In svet bo lepši, verjemite mi. Ženska, da podpira 4 vogale, to so pravljice. Ženska je ena sama in lahko podpira samo en vogal. Ampak če tistega podpira z blagostjo, z ljubeznijo, s potrpežljivostjo, z razumevanjem, potem ni nobenih partnerskih nesoglasij, ni nesoglasij v družini. Kajti blagost pomeni sprejemanje in dajanje. Blagost je tisti način, ki nam odpira srce, ki nam da ljubezen, da jo lahko občutimo in podarimo. Drage moje, pred nami je 20 let blagosti. Izkoristimo ga v svoji ženstvenosti, v svoji energiji. Ne v egoizmu, to si jaz zdaj zaslužim, to jaz moram imeti. Moški so avtoriteta. Ne, ko si ti blag, vsa avtoriteta se sprosti. Avtoriteto prevzame ljubezen in takrat dobimo ta pravi feedback. Takrat lahko začutimo, kako smo ženske močne. Drage moje, pred nami je pomlad. Želim vam ne le veliko razcveta v ljubezni, ampak predvsem ljubezni do sebe, do prepoznanj svoje ženske energije in svoje hrbtenice, ki drži, ne pozabimo, samo en vogal, za ostalo naj poskrbijo drugi. Živjo. Lili me je prosila za nekaj nasvetov, kako opolnomočiti svojo žensko naravo. No, predvsem moraš najti pot do sebe, do avtentične sebe, do svoje moči, do svoje svetlobe.
Jaz sem to iskala mnogo let in zdi se mi, da v teh kaotičnih časih se moram vsak dan znova postavljati v svoj steber in najti svojo moč, da sfolgam vse skupaj. Ti boš to naredila precej hitreje, ker so tudi časi taki. In glede na svetov bi najraje s temi izkušnjami, modrostjo in znanjem svetovala sebi v mlajših letih. Takole bi si rekla. Punca, misli, čustva, občutki, temu se posveti. To ti pove največ o tebi, to ti kreira tvojo vibracijo, tvojo frekvenco in s tem kreira tvojo realnost. Misli, čustva, občutki govorijo o tebi, o tvojih ranah, o tvojih bolečinah in nimajo nikakršne zveze z drugimi. Samo odslikavajo ti tvojo notranjost. Zato se sprašuj, kaj počnejo te misli, čustva, občutki v mojem življenju in kaj mi sporočajo. No, na tej poti se boš najbrž srečala tudi s transgeneracijskimi vzorci. Ko boš spoznala, da nekaj sploh ni tvoje, ampak da je nate prenesla tvoja mama in nanjo babica čisto nehote, se boš počutila neverjetno osvobojeno. Pri tem ti zelo priporočam knjigo Podedovane družinske travme. Res je dobra. Predvsem pa zaupaj si, zaupaj vase. In pazi, kaj daješ vase in kaj daješ nase. Hrana je lahko zdravilo, ki ti zvišuje vibracijo, ali pa strup, ki te oddaljuje od sebe, od tebe, od tvojega telesa. Tvoje telo ti namreč pove vse, ne laže, vedno ti pove, kje si in vse si zapomni, zato ga časti, ker je tvoj tempelj. Na tej poti boš hitrejša in uspešnejša, če si boš našla kakšno pomoč, kakšnega terapevta. Jaz bi bila pozorna na to, da predvsem vibrira z mano, da začutim, a je moj ali ni moj. Mene osebno odbije prevelik duhovni ego ali pa to, da me dela odvisno. To ni pravi terapevt, zato bodi pozorna. In ta zadnji nasvet, ki ti ga dam, torej zaupaj vase. Ti najbolje veš, kaj je dobro, kaj je najboljše zate, ne drugi. Ne pričakovanja okolice, ne to, kaj govorijo mediji, kaj pišejo knjige in tako dalje. Ti veš, ker tako čutiš, naj bo tvoja mantra, čutim, torej vem. In kar je najpomembnejše, zavedaj se, da je najlepša in najbolj seksi energija, ki jo dajaš. Pozdravljeni, dragi moji. A vidite, kaj tukaj za mano piše? Delajte več, kar vas osrečuje. Jaz menim, da ni tako težko, ampak malo pa je treba vseeno se potruditi in vedeti in se pravzaprav pogovoriti sam s sabo, kaj je tisto, kar nas dela srečne, zadovoljne. Ker ko smo mirni v sebi, zadovoljni, smo potem tudi navzven bolj samozavestni, nasmejani, sočutni, strpni, ker iščemo vse tisto, kar je samo slabo, kar je narobe, kar lahko jamramo, kar je nekako naš nacionalni šport, kako bi čim več jamrali in se pritoževali, kar je res brez veze in je izguba energije. Mimogrede, da povem. Ampak je bolj pomembno, da sami s sabo se pogovorimo, vse je v redu, vse smo okej. Seveda, vsak svoje polovice, do polovice odnosa z drugo osebo, naj vlaga, naj se komunicira, torej naj daje svoje navodila za svojo uporabo. Tako zopet povratna zanka, taka luštna povratna zanka, krepimo lastno zavedanje, vse smo okej, vse smo dovolj dobri. Iz tega izvira zdrava samozavest. Tako da, dragi moji in drage moje, ne predajte se. Ne pojdite v jamrarijo, pritoževanje, obtoževanje in kazanje s prstom na druge, ampak dajte se reši sami sabo. Prijazno, ljubeče pomeniti. En čudovit dan želim in pošiljam veliko ljubčkov. Med fizičnim in duhovnim svetom sem se opredelila za duhovni, iz preprostega vzroka. Ta mi da več. Me nahrani, izpolni in drži se moralno-etičnih načel. Moja samozavest se hrani iz lajkov, ki mi jih podari vesolje, ne pa človek. Pravijo, da so pričakovanja zunanjega, materialnega oziroma fizičnega sveta strup za samozavest. Se absolutno strinjam.
Zato pa so pričakovanja in zahteve od duhovnega in do duhovnega sveta izredno bogato poplačana in osrečujoča. Dvigujejo samozavest v človeškem smislu, kar je temelj in osnova tudi ženskega bitja. Krepitev samopodobe je ozko povezana in odvisna od meril, ki jih postavljamo sami sebi. Moramo postaviti takšna merila, ki jih osebno spoštujemo, smo jih zmožni uresničevati in ki nas osrečujejo. Vsa druga merila od zunaj so izmuzljiva in so lahko zelo frustrirajoča. So breme, ki nam je vsiljeno in nesprejemljivo. Opolnomočimo se tako, da smo zadovoljni same s seboj, kar smo lahko, če se odločimo biti to, kar mi cenimo, želimo in se opredelimo. Nositi samo sebe, takšno kot sem, kar sem. Zdravje pa je krona življenja. Če ga imaš, si kraljica. Torej, zavedaj se, obnašaj se, živi kot kraljica. Lili me je povabila, da dam 3 napotke / nasvete, kako se opolnomočiti oziroma kako zaupati vase. In jaz bom izhajala iz sebe. Ne uspe vedno, da se ne bomo narobe razumele. Pridejo dnevi, ko nobeden od teh napotkov ne pomaga, ampak načeloma se jaz probam držati teh smernic. In sicer prva stvar, poslušaj svojo intuicijo, svoj inner gut feeling, svojo dušo. Ker nas bo vedno hotel speljati stran od tistega, kar nas plaši, od tistega, kar je za nas novo. Tako da, če vam uspe poslušati svojo intuicijo in svoj notranji glas, je to prvi napotek, ki definitivno bo pomagal. Druga stvar, ne poslušaj mnenja drugih. V svetu, v katerem živimo zdaj, je en kup enih informacij, en kup enih različnih mnenj. Socialna omrežja so tudi svoje naredila, takšni in drugačni komentarji. In mnogokrat te lahko prav ti komentarji oziroma mnenja drugih odvrnejo od nečesa, kar je tvoje poslanstvo. Zato poslušaj sebe in se ne oziraj na mnenja drugih. Še en napotek, ki se ga jaz držim, investiraj svoj čas v stvari, ki te zanimajo, v stvari, v katere verjameš in ki te drivajo. Ker družbena načela in pričakovanja so neki, tvoje poslanstvo, s katerim si pa ti prišla na ta svet, je pa nekaj drugega. Zato svoje poslanstvo poslušati in slediti temu. In predvsem bodi avtentična. Zato, ker samo ti si taka, noben drug ti ne more biti podoben. Lahko je boljši, lahko je slabši, ampak vse to, kar imaš ti v sebi, je to, kar te dela unikatno. Bodi avtentična, ker biti avtentičen je danes ful težko, ampak tisti, ki mu pa rata, je pa zato toliko bolj special. Lep pozdrav vsem skupaj, moje ime je Iza Kobar, sem diplomirana fizioterapevtka, ustanoviteljica Fize in svetovno nagrajene Fiza masažne tehnike. Danes je tema ženska energija in sicer z njo povezan povezovalni člen med trupom in spodnjimi okončinami je medenica. Torej tempelj, center ženske energije, ki se ga velikokrat premalo zavedamo. Premalo se pa zavedamo tudi položaja medenice, kar lahko vodi v preveč napetosti v mišici v ledvenem delu, slabo gibljivost kolkov in posledično tudi slabo držo. Z leti izgubljamo občutek za položaj medenice, zato je zelo pomembno, ne samo, da krepimo globoke mišice, mišice medeničnega dna, pač pa tudi mišice okrog medenice in poskušamo ohranjati čim bolj nevtralen položaj medenice in njeno fleksibilnost ter gibljivost. Danes vam bom pokazala 3 vaje, s katerimi lahko lepo sprostite in predvsem ozavestite občutek za medenico ter olajšate težave z bolečinami v križu ali v kolkih. Prva vaja je modificirana različica mačke, vendar le z nekoliko večjo amplitudo gibanja. Postavimo se na vse 4, dlani so pod rameni, poskušamo doseči pravi kot v kolku
in medenici ter kolenih. Globoko vdihnemo, potegnemo trtico proti glavi, izbočimo hrbtenico ter nato z globokim vdihom potujemo čim nižje, težo damo na roke, vdihnemo, pogledamo navzgor in se nato vrnemo nazaj v prvotni položaj. Vajo ponovimo 10-krat, gibanje naj bo tekoče in enakomerno. Drugo vajo lahko kar izpeljemo iz prve. Postavimo kolena nekoliko široko, kar nam omogoči večji kot v kolkih. In se nato samo počasi spet zaswingamo naprej ter pričnemo z kroženjem medenice v kolkih. Najprej zaokrožimo 5-krat v eno smer, 5-krat v drugo. Širše, kot boste postavili kolena, večja bo amplituda gibanja. Vajo izvajate počasi, začutite vsak premik, nato zamenjate smer in ponovimo še 5-krat v drugi smeri. Pri tretji vaji smo še zmeraj v istem položaju, vendar bomo namesto izvajanja mačke naprej in nazaj to počeli z ene strani v drugo, kar pomeni pogled navzgor, ubočimo hrbet in se samo počasi premaknemo v drugo stran, v desno, brado na prsa, izbočimo hrbet in nato počasi pri tleh peljemo težišče v levo in nazaj v desno. Pri tem pazimo na enakomerno dihanje. Postopoma so gibi vedno večji, dokler ne pričnemo s kroženjem, kot da bi krožili po znotraj cevi. Zamenjamo smer. Ustavimo in zaključimo z položajem otroka. Drage moje, ob koncu vas bom tudi jaz stikala. Draga boginja, ženska bojevnica, dama, punca, draga ti na drugi strani. Jaz ti želim, da v vsakem dnevu svojega življenja preprosto živiš sebe, da se pri tem počutiš varna, močna, predvsem pa kreativna. Če je ženska energija znana po čemarkoli, je po temu, da kreira življenje, da je ustvarjalna, da je inovativna in da je sama sebi zvesta. Torej, draga moja, vsakem tvojem dnevu ti želim sonček, ti želim srečo, ti želim nasmeh na obrazu in v tistih dnevih, ko morda je to malo težje doseči, pa naj ti ta prispevek pomaga.